Kakšne so pa recimo kaj stavbe, ki se prodajajo? So to bolj meščanska stanovanja, starejša stanovanja, obnovljena? Česa je trenutno največ? Moram reči, da je kar mešano, no. Tudi investicij nekaj je, se pravi novograden, je, bom rekel, zdaj nekako trend, oziroma ne trend, ampak želja, dela se na tem, po domače povedano, da bi se mestno jedro nekako oživelo, na način, da bi se zapolnila stanovanja, ki so prazna, ker mestno jedro je kar prazno stanovanj, oziroma je kar nekaj starejšega prebivalstva v mestnem jedru, katero težko vzdržuje, velika stanovanja. Tako da je v bistvu zdaj trend tega, da bi se ta meščanska stanovanja, bom rekel, obnovila in prodala, bom rekel, mlajši generaciji. Drugače je pa mešano, bom rekel, tako blokovsko naselje, ki je, bom rekel, takoj za mestnim, bom rekel, za gradom, bom rekel, Rabiči vasi, tam, bom rekel, se kar tržijo stvari vseeno. Vse možno, torej. Vse je možno. V čem se pa recimo stara mestna stanovanja razlikujejo od novejše gradnje? To je v bistvu, bom rekel, tako da bi me zdaj vprašali, kakšna je razlika med, ne vem, avtomobilom znamke Golf, recimo, ali pa Mercedesom. Pa ne glede znamke, ampak recimo glede dobro, kvalitete tudi lahko, ampak čisto druga zgodba. Ne? Se pravi, staro meščansko stanovanje je, moraš v bistvu imeti željo oziroma moraš živeti z njim. Ne? To je le v bistvu čist drug način življenja, moraš se prilagoditi tudi na kakšno parkiranje manj, tudi na kakšen luksuz dvigala, ki ga ni, tudi na kakšno bolj pogosto odpiranje okna, ko je kakšna vlaga. Je pa, bom rekel, jaz osebno sem pristaš staromeščanskega stanovanja in sem živel nekaj let v takem stanovanju in bi živel v takem stanovanju. Po drugi strani pa je v bistvu tudi ta cona komforta, luksuza, čeprav ga staromeščansko tudi daje, ne, ampak v drugačni luči, je novejše stanovanje. Ne. Tako da v bistvu je to res tisto, kar je pač stranka, tisto, kar lastnik čuti, tiste stanovanje so za tistega se odloči. Tudi občina nekako išče investicije v meščanska stanovanja. Na kakšen način? Ja, v bistvu tako, ne. Občina ima kar nekaj v lasti, tudi svojih lastnih nepremičnin, ki so prazna. Zaradi zakonskih zahtev ne morejo v bistvu jih naseliti, ker so neprimerna za bivanje. Vemo, da je problem v financah. In bi na tak način, bom rekel, nekako obnovila oziroma investitorje, da bi to kupili in potem obnovili in zadeva se pač naselila. Na tak način občina bi pa pomagala po svojih močeh, kar se tiče papirologije, ne bi ovirala, pa v bistvu kakšno garažno hišo bi še morala zgraditi v neposredni bližini, ravno zaradi tega parkirnih mest, ki jih je v mestnem jedru premalo za količino stanovanj, ki bojo, bom rekel, na voljo v bodoče. V katerem delu Ptuja pa je največ novih stanovanj? Tako sem že prej povedal, v Rabiči vasi, to je v bistvu severno od gradu, tam je največ teh stanovanj, tam je srednješolski center, kjer so srednje šole, oziroma zdaj je šolski center, no. Pa potem zadaj so potem to veliko blokovsko naselje. Se pa tujci tudi odločajo za nakup stanovanj na Ptuju? Ja, moram reči, da bila je euforija pred kakšnimi 8-9 leti, tik pred krizo Angležev, so precej kupovali, tudi, bom rekel, teh zemljišč. Drugače pa tujcem je zanimivo staromeščansko jedro, ne? Zato v bistvu hočemo nekako tudi privabiti, bom rekel, neki kapital tuji, da bi zadevo lahko lažje oživili tudi to mestno jedro z temi, bom rekel, zapolnitvami stanovanj, ki so prazne, oziroma da se obnovijo in da se zadeva zaživi. Poleg Angležev še kdo prihaja k nam? Ja, bom rekel, Avstrijci so kar zanimivi. Je sicer tudi nekaj malega Rusov, ampak v bistvu
jih še nismo, bomo rekel, prepričali v to. No. Po eni strani je Ptuj nekako tako vseeno lokal patriotsko mesto, je zelo nezaupljivo do tujcev, po drugi strani pa jih potrebujemo tudi, no, se smo le turistično mesto. Ne. Kako pa reagirajo na kurentovanje? Ja, to pa v bistvu spektakel, vsakoletni spektakel, vedno navdušujoče. Bom rekel, se smo sam pa moja družina je nekako aktivna v tem, ker je kar nekaj kurentov v naši družini, ožji in širši. Tako da moram reči, da zelo pozitivno. Navdušeni. Absolutno.